Jaz bi rad tukaj najprej poudaril pomen, da mi sodelujemo pri SU, da je gospod Bogataj bil izvoljen za podpredsednika, kar je velik uspeh Slovenske ljudske stranke. In dve misli bi poudaril iz teh dokumentov. To je prva misel je ta, da upokojenci ne želimo samo dobivati dovolj pokojnine, da bi lahko preživeli, ampak želimo aktivno sodelovati in mislimo, da je to tudi smotrno za družbo, da te naše izkušnje uporabi. Drugi poudarek je pa to, da mi ne zastopamo samo naših interesov. Mi se čutimo odgovorni za celotno družbo in zato je osnovna zadeva ta, da mi hočemo nastopati zmeraj skupaj z mladimi. Skupaj, torej in organizacijsko in tudi na vseh dogodkih in pri vseh prizadevanjih, da v vse naše programe vklopimo dejavnosti in stališča, v katerih se vidijo tako mladi kot starejši in vse generacije. In seveda smo zdaj pred volitvami in treba je iti v določene aktivnosti, da bi dobili prave poslance in da bi jih sploh dobili. In tukaj smo upokojenci, torej Zveza upokojencev pri Slovenski ljudski stranki, predlagali stranki projekt Povežimo Slovenijo na osnovi izkušenj, ki jih imajo nekateri občinski odbori, več občinskih odborov ima dobre izkušnje in ta projekt je v tem, da predsednik stranke povabi vse občinske odbore, da vsak občinski odbor v naslednjih nekaj mesecih, to je do lokalnih volitev, pripravi en skupni dogodek z enim drugim občinskim odborom. To recimo nek obisk, to je lahko turistično, se pravi ogled turističnih, zgodovinskih, kulturnih znamenitosti in seveda ob tem se pa pogovorimo tudi o načrtih, o programih, o političnem delu in si izmenjamo izkušnje. Torej, tukaj mislimo, da tudi bili so pomisleki glede stroškov. Mi, recimo ljubljanski odbor, je to naredil, obiskali smo občino Dobrova, Polhogradec je sedaj, potem v občino Vrhnika, zdaj gremo v občino Škofjo Loko in to vse delamo na ničelnih stroških za obe strani. Če kdo pripravi kakšno pecivo, tudi nič narobe, ampak v glavnem so to ničelni stroški, zato ker gremo na popoldanski izlet ali pa dopoldanski izlet, na katerega bi tako in tako nekam šli. Najprej bi se vam iskreno zahvalila, da ste nas obiskali tukaj v poslanski skupini in nam predstavili to bruselsko deklaracijo. Zdaj, kot poslanka mlajše generacije in predsednica nove generacije se zavedam, da je za boljšo prihodnost Slovenije in Evrope kot celoti pomembno konstruktivno sodelovanje vseh generacij, posebej pa še dejansko malo mlajše generacije in starejše generacije. Kajti tukaj imamo izjemno bogatstvo prenašanja znanj in izkušenj starejših generacij na mlajše generacije, ki lahko nam mlajšim generacijam veliko prispevajo tudi k tem, da so naše odločitve, ki jih sprejemamo na različnih ravneh družbenega udejstvovanja, posebej recimo meni kot poslanki v izjemno pomoč. Jaz verjamem, da je to tista pot, ko generacije med seboj sodelujejo, edina prava pot, po kateri moramo iti na vseh ravneh našega odločanja. In jaz obljubljam, da se bom pri svojem delu vedno naslanila na te izkušnje in na svete starejše generacije in da bom poskušala vedno se obrniti na pomoč tistih, ki so se pri svojem delu ukvarjali s katerimkoli vsebinskim področjem, ki zadeva tudi moje delo. In jaz verjamem, da s takim skupnim delom potem v končni fazi lahko vsi skupaj prijemo do neke odločitve, do neke rešitve, ki bo imela pozitiven učinek na vse generacije.